V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus. Preljubi, razodela se je milost Boga našega odrešenika vsem ljudem. Torej začenjamo tudi mi s svetim Pavlom, ki piše ne družiti v Titu, ampak seveda svojemu učencu Titu, ki je bil potem tudi škof. Naj velja torej kot resnično dobra novica vsem vam. Angel je rekel, evangeliziram vam novico, ki je za ves svet, ne? Torej, tako. Spravi tudi za nas, ne, bo to dobra novica. Kaj se je zgodilo, povedo angeli, najprej eden, ne, potem pa tudi drugi. Rodil se vam je danes v mestu Davidovem zveličar, ki je Kristus Gospod. Torej, danes. Vse skupaj danes, ne včeraj. Ne pred 2024 leti, čeprav tudi to je res. Evangelist Luka nam da zgodovinske koordinate, nam pove kot zgodovinsko dejstvo, ampak gre še onkraj tega. Nekaj je zgodovinski dogodek, ki se je zgodil pred 2024 leti, kmalu bo 2025, se nam zdi potrebno, da ga ponovno pritrdimo, ta zgodovinski dogodek, v čemer bomo tudi zdaj povedali nekaj, ampak treba je tudi še naprej od tega, torej gre za milostni, odrešenski dogodek in če tudi se je zgodil v zgodovini, pa mora se zgoditi tudi danes. Že ves advent omenjamo ta trojni Kristusov prihod po svetem Bernardu, verjetno ste tudi že malo, imate dovolj tega, ne. Tako da, ampak jaz mislim, da moramo to vedno znova ponavljati. Se pravi, človeško gledano, prvi Kristusov prihod v mesu, ne, kot je rečeno tudi 2024 let nazaj, takrat smo pričeli šteti leta. Nekateri, morda celo številni, bi radi to zgodovino zanikali. Včeraj mi je rekel moj brat, kadar je bil v Srbiji, ga je vprašal tam na eni vasi, no. Ga je vprašal eden, da koliko je vernih v Sloveniji in tako, ne. Pol je rekel, da uradno nekje polovica, ne, se za to izraža, ampak že tako je rekel, ovo nije dobro, je rekel, narod će propast, ne. Ali propast će narod, karkoli že. In je prav povedal, ne, čeprav sem rekel mojemu bratu, ja, v resnici je precej slabša, ne, številka, tako da, ampak nekaj je prav povedal, ne, ta možakar, tako da to mislimo, da je temu res, ampak se bomo seveda temu upirali, da ne bo narod propadel, ne. Tako da delajmo na tem. Torej, zanikajo to zgodovino mnogi. Eden od teh, ki ga omenjam danes, je francoski pisec, pravijo sicer filozof in take stvari, ampak jaz mislim, da tak, ki ne dovolj dobro misli, ne more biti označen za filozofa, ne, ker ne ljubi modrosti, ne, kar bi bila filozofija, ne. Torej, gre za Michela Onfreja, ne, ki je sicer napisal tudi kak dober traktat, ampak vemo, tudi pokvarjena ura dvakrat na dan prav pokaže, ne, tako da ne moramo se zdaj s tem tolažiti, ne. Moti se ta možakar v bistvenem. Pred letom dni je v Franciji izšla knjiga, potem je šla zdaj v italijanščini zadnje čase, zato sem tudi zasledil to stvar, kaj pogledam. V francoščini malo manj pogledam, ima tudi kaj, ne, zlasti kar je recimo od naše bratovščine, tako kaj pogledam tudi v francoščini. Torej se glasi naslov te knjige Teorija o Jezusu, biografija neke ideje, če rečemo v slovenščini, ne. Torej ta Onfrey zavrača Gospoda Jezusa Kristusa, rekoč na začetku takole: Veroval sem Boga in Jezusa, vse dokler sem veroval v Božička. Tako, ne, da poveže na začetku, koliko je ura. Seveda se moti, ko pove, koliko je ura, ne, ma dobro, ne, pustimo, če se vrnemo k temu. Skratka, gre za francoskega militantno-levičarskega publicista, ne, tako da ne bo pomote, ampak dobro, ni edini, ne, tudi kakšne druge
perspektive in tako samo podobni. Ne moramo, smo rekli, reči misel, ampak mislec, on pravi obratno od angela. Ne? Angel pravi, v Betlehemu se vam je rodil. On pravi, v Betlehemu se vam ni rodil zveličan. Ne? Podobno so trdili tudi vsi tisti, ki niso hoteli omenjati Kristusa v štetju let, vemo, ne? Zato je bilo pred našim štetjem in našega štetja in podobno, ne? V angleško govorečem je pred splošno dobo in splošna doba, ne? Before common era in common era, ne? Se pravi, te zadeve, ne? Imajo, nočejo omenjati Kristusa, ampak kdaj se je pa začelo, ne? Vprašaš to naše štetje, ne? Ali pa s kom se je začelo in tako, pa nekako morajo omeniti, ne? Tako da to. Vemo, to je ideološko, ampak vseeno vemo tudi, da težava je v tem, da ne opisuje niti ta francoski mislec samo samega sebe, niti ti drugi ljudje, ampak kar malo bolj splošno govorijo, ne. Torej, tiste ljudi, ki sicer vsega tega ne glih teoretizirajo, torej tega načina življenja, on je namreč precej tak materialist, ateist, uživač in take stvari in to tudi v svojih delih napiše. Oni enostavno živijo in peljejo na ta način svoje življenje, ne, tako da jim ni treba teoretizirati to, kar praktično živijo, ne. V resnici jih ne zanima to, kar nam kot zgodovinsko dejstvo navaja sveti Luka. Vse zgodovinske raziskave so to samo potrjevale in potrdile, kar pravi sveti Luka, da točne koordinate, lahko gremo pogledat in je točno tako, kot pravi, ne. Oni enostavno to živijo, živijo brez odrešenika, živijo brez Boga. Sveti Luka seveda hoče povedati, kot smo rekli, ne samo zgodovinsko dejstvo, ampak dejstvo Božjega posega v človeško zgodovino in da je to še več kot človeška zgodovina, da gre za odrešensko zgodovino, kot temu rečemo, ne. Torej, gre za tiste ljudi, gotovo tudi vi ste dobili kako tako veščilo, ki vam pravi vesele praznike, ne, praznike. Jaz sicer rečem, ne, za mene to niso nobeni prazniki, so polniki, ne, ker je polno dela, ne. Tako da želim tudi vam, ne, da bi bili polniki, da ne bi bili prazniki, ne. Se pravi, polni vsega dobrega od Boga in seveda tudi polni človeške bližine, ne samo Božje, ne. Oboje, da se lepo dopolnjuje. Torej, ne bojo prazniki, ne bojo polniki tudi za vas, ne, tako da to. Zdaj, nočejo omeniti Božiča, Gospodovega rojstva, ampak če ne bi bilo Božiča, če ne bi bilo Gospodovega rojstva, ki cerkev pač to praznuje, potem tudi oni ne bi imeli teh praznikov, ne, ki so res prazni za njih dostikrat, ne. Ampak prosti dnevi, ne, zdaj vemo, da pol Jugoslavije in tako dalje nekdanje se je vrnilo v svoje domače kraje, ne, te dni, tako da tudi oni dan sem moral tam malo iti po labirintu, da sem prišel pravočasno za spoved v Zagrebu. Nekateri so pa šli seveda tudi na morje pa dol še kam, ne, praznovati, ne, ja. Dobro, ne bomo vsem. Spravi, ne bi bilo teh prostih dni brez tega praznovanja Božiča, Gospodovega rojstva. In seveda ne gre za pokristjanjeni poganski praznik, kar se je tudi dokazalo, ne, eni bi še zmeraj neke take stvari trosili kot resnične, čeprav so seveda prazne floskule, to ni, to je kasneje nastalo, ne, kot odgovor na to, ker so precej začeli to praznovati, Gospodovo rojstvo, ne, se je potem postavilo tudi en tak praznik, ne. Tako da to.
Kristjani praznujemo torej seveda zgodovinsko dejstvo. Kristus se je pred 2024 leti resnično rodil v Betlehemu, vendar pri tem se ne ustavimo. Tudi za nas bi lahko postal ta praznik neko spominjanje, neko človeško spominjanje, nek spomin v tem človeškem smislu, ne. V smislu, nekdo umre, pol pridejo, ja, nikoli te ne bomo pozabili, ne, pol pozabijo, ne, čez nekaj časa, tako da ni tisto. Tako da to praznino potem skušamo na različne načine mi zapolniti, nadomestiti in se morda niti bistveno ne razlikujemo od tistih, ki govorijo samo o praznikih, ne. Imamo tudi tiste, ki se izrekajo za kristjane, pa gredo te dni, kot smo rekli, na počitnice, na druge podobne zadeve, praznuje božič kot nek netočno definiran družinski praznik, kot je marsikdo tudi rekel, ne, ja, to je lep družinski praznik, ne, tudi, ne, se zberemo in tako dalje. Zdaj, vemo, ne, pridejo člani, nečlani družine, pripeljejo svoje prijatelje in prijateljice in potem moraš biti prijatelj od prijatelja in prijatelj od prijatelja od prijatelja in tako dalje, ne, saj vemo tiste reči, ne, ker danes se vse te stvari sestavljajo in razstavljajo kot Lego kocke ali pa še slabše, ne. Tako da pridejo bolj ali manj prisiljeno, se zberejo na tej božični pojedini in morda gredo k ponočnici, morda gredo k neki dnevni maši božični, lahko tudi ne gredo. Pač tako, kot je. Več od tega pač ni, ne praznujejo tega, ne. Pred leti na Krasu, ko sem tam poučeval verouk, sem malo spraševal te otroke, to so bili Birmanci, na Birmo so se pripravljali ali pa so glihkar bili pri Birmi, zdaj točno se ne spomnim, v glavnem. Rekli so, da oni nič ne praznujejo, da oni samo čakajo novo leto. In sem rekel, in potem, ko gre mimo to novo leto, potem nič. Tako so povedali, pač mladostniki iskreno povedo, ne, te stvari, če se jih dobro vpraša, ne, tako da ni tisto. Zdaj mi morda celo zares praznujemo, ampak je samo morda čustvena zadeva, ne. Ampak spet ne pusti to nekega bistvenega pečata. Je tako lepo, ne, ke nekaj čutimo in tako dalje, ne. Kot rad rečem, kaj pa če nič ne čutiš, ne. Kaj pa ti čutiš? Ma jaz nič ne čutim, ne. Pol je nekaj narobe s tamo, ne. Ja, ali pa ono padne, ne. Pol so jezni, če kakšen ne padne, ne. Tako da vse te zadeve. Morda je tudi neka navada, neka moralna dolžnost, kot naj bi bila neka moralna dolžnost naše krščansko življenje. Tudi to je možnost. To ni nujno nekaj slabega, ne. Mora biti tudi zraven, tudi neka čustva mora biti zraven, tudi neka dolžnost mora biti in tako, ne. Tudi neka morala, da ne. Ampak ni to bistvo, ne. Ni to na prvem mestu. Torej ne smemo postavljati to na prvo mesto. Ko je napisal papež Benedikt šestnajsti svojo krožnico Deus Caritas Est, je zapisal noter tudi, da na začetku kristjanovega bitja ni neka etična odločitev ali velika ideja, ampak srečanje z nekim dogodkom, z neko osebo, z veliko začetnico seveda, ki daje njegovemu življenju nov obzor in s tem njegovo odločilno usmeritev. In tukaj je pravilno povedal, ne. Mi se srečamo z nekim dogodkom in z osebo, z veliko začetnico v tistem dogodku. Torej, danes se nam je v Betlehemu rodil odrešenik. To je na prvem mestu, odrešenik. Njegov dogodek oziroma, bomo rekli, začetek tistih dogodkov, odrešenskih, ne. Torej, odločilni dogodek, ki ga sveti Bernard imenuje prihod v duhu. Preveč se postavlja žal v začetek neko moralo, neko racionalno idejo, ne pa Kristusa samega. Kristusa samega kot navzočega, kot resnično
osebo, ne samo osebnost, ne. Nekdo je lepo rekel, ne, osebnosti se govori o njih, ne. Osebe se govori z njimi. To je pa razlika, ne. Tako da to. Spravi, mora biti tudi to, da je neka morala, neka razumna, racionalna ideja in tako dalje, tudi to. Ampak spet ne sme biti na prvem mestu. Lahko je neka podlaga, neko vstopno mesto z razumom, voljo, spomenom, kjer nam smo govorili tudi zadnje čase, se trudimo priti do tega, kar je bistveno, namreč do Kristusa samega. Zato tudi naša molitev, tudi naša udeležitev svete maše in tako naprej. To, dobro, je neka dobra navada, je neka dolžnost, je neka morala in tako naprej. Ampak je treba iti onkraj tega, je treba več od tega. Mora biti, da sem jaz v tisti stvari, da je premišljevanje, da je zrenje, da je vse to, ne. Torej treba iti naprej od tega, ne. Gremo naprej. Prepoznati, torej Bog je tukaj, ne. Se trudimo, kaj za kreposti, delamo dobro, zavračamo zlo. Temu je povabljen seveda vsak človek. Tudi vsak človek povabljen k temu, da vidi, da so se zgodile neke dobre stvari v njegovem življenju in spominom se vrača k tistemu, ne. Tudi to. Prav je, da vršimo neke stanovske dolžnosti, ne. Vsi jih imamo. Ampak spet, to je mogoče vsem ljudem. Gremo naprej od tega. Gremo spet na začetek. Sveti Pavel pravi, da se nam je razodela Božja milost. Prišla je Božja milost, prišlo je Božje življenje. Prišla je torej možnost, da se Kristus počne in rodi ter prebiva v nas. To bomo seveda potem pri dnevni maši še poglabljali, ampak ne more ostati zadeva kar tako v zraku, ne. Tam na avtocesti, kaj že piše, da jelenčki lahko letijo in tiste reči, ja, ja. Če jih zbiješ z avtom, seveda letijo, ne. Ampak tudi avto razbiješ, tako da pustimo jelenčke, kamor spadajo, ne. Torej, to ne sme ostati v zraku. Jelenčki tudi ne smejo ostati v zraku, ja. Tako, da se ne bomo preveč zapletli tule. Psalmist nas vabi, kaj? Odprite srca Božji milosti. Na koncu božičnega časa Marija daruje Jezusa v templju. Ni samo v Davidovem mestu, je v Božjem mestu. In tam se nato izvrši tudi namen Božjega človečenja, namreč zveličanje človeštva s trpljenjem in smrtjo na križu. Tam so tudi posledice tega, torej vstajenje in poveličanje v nebeško slavo, kar kliče tudi naše vstajenje mesa in poveličanje na Božjo desnico, ne. Gospod Jezus nato pošlje Svetega Duha, da bi vsega tega bili deležni vsi ljudje, vsi narodi, da bi ljudje resnično postali, kot pravi sveti Pavel, templji ali svetišča Svetega Duha. Za to torej gre. Da bi mi v duhovnem smislu, vendar še kako resnično, prišli do srečanja z Bogom. Da bi prišlo torej do tega srečanja med Bogom in človekom, da bi se ob naši smrti, torej človeški smrti, in za vse človeštvo ob koncu času uresničilo to srečanje z odrešenikom v polnosti. Ne samo v nekem duhovnem smislu, ne samo preko zakramentov, to seveda se dogaja, se resnično zgodi to srečanje z Bogom, torej to srečanje Boga in človeka, ampak to ni še polnost vsega, ne. To je priprava na to zadnje srečanje in seveda tudi Bog daj, da pridemo vsi do nebes, ma tudi tam še ne bomo popolnoma spoznali Boga, zato ker če ne, ne bi bil neskončen in ne bi bil vsemogočen in tako dalje, ne. Nikoli mi do konca Boga ne bomo mogli spoznati, ne. Boga ni nikoli nihče
spoznal, bomo rekli, ne da nihče videl, tudi to, ampak tudi ni nihče do konca spoznal, Edinorojenji sin, ki biva očeta naročil, nam je razložil, nam je povedal, kakšen je Bog in tako naprej, Torej, Jezus Kristus, o tem bomo malo bolj potem razglabljali pri dnevni maši, Spravi to, naj torej ne bo kot s prenočiščem, kjer za Marijo in Jezusa ni bilo prostora, nam pravi sveti Luka, ampak naj bodo naša srca kakor jasli, kamor je Marija položila Božje dete, ga molila, počastila, temu naj bo namenjen ves naš trud, gre za Božjo navzočnost nas v našem življenju in za mogočnost, da prejmemo posvečujočo milost, Božje življenje. Torej, kot smo rekli, prišel je Gospod, da nas dvigne iz naših prepadov, iz naših grobov, iz naše padle narave, da bi resnično postali in bili Božji otroci, kar po svetem Janezu spet smo sedaj, zdaj. Torej, stvari niso izmišljene, niso zunaj nas, ampak Bog je prišel, da bi bil med nami oziroma prav v nas. To nam pravi pa potem sveti Pavel, če je Bog z nami ali v nas, kdo je zoper nas. Želim vam torej blagoslovljen Božič in resnično naj bo to srečanje v srcih z našim Gospodom Jezusom Kristusom. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, hvala Ti, Jezus.